Ja, mi naše dijake, torej kandidate, če tako rečem, v tej fazi nagovarjamo predvsem z, modernimi, zanimivimi programi. To pomeni tehniko računalništva, kakor pravijo tudi v medijih, to so bodoči poklici, bodoče zadeve, torej neke poklici, ki jih še danes niti ni. In res, recimo pri konkretno tem programu in tudi programu elektrotehniki na nek način podoben. To je tudi temeljni program iz teh tehniških področij, kjer mi dijake nagovarjamo s tem, da se morajo izobraževati in pripravljati za vseživljenjsko izobraževanje, da jih spremembe srečujejo na vsakem koraku. Recimo dijak, ki se je vpisal pred 4 leti in danes dela maturitetno nalogo, recimo pred 4 leti v šolskem programu, torej v učnem programu, na primer ni imel uporabe mikrokrmilnikov, teh, ki jih danes recimo srečujemo skoraj na vsakem koraku. Ne bom rekel, da jih takrat ni bilo na tržišču, ampak mi jih nismo imeli v izobraževalnem programu. Danes jih imamo. Recimo danes smo tudi ena izmed šol Šolskega centra Celje, ki imamo tudi opremo za virtualno resničnost, ki jo tudi lahko so pri nas obiskovalci videli na hodniku, na primer, ne. In tudi že letos delajo dijaki maturitetno nalogo iz tega področja. 2 leti nazaj, če bi me vprašali, bi rekel, kakva virtualna resničnost, tega ne bo nikoli v srednji šoli. Danes je to tukaj. Pomeni, da tudi v teh 2 programih nikoli ne vemo, kaj se bo zgodilo čez pol leta. Potem naslednji program, kemijski tehnik, kemija, čeprav jo krivimo v celjskem bazenu, da je kriva za vso nesnaženje vse skupaj, ampak kemija sama po sebi, tudi kemijski tehnik in potem nadaljevalna izobraževanja zelo skrbijo za okolje. In zelo sem vesel, da se je ta program po nekaj letih, zdajle zadnja 3-4 leta, obudil nazaj in imamo spet vpis v en soliden oddelek. S tem se bazen, kemijskih tehnikov polni nazaj in je spet več potem perspektiva. Tudi se odpirajo podjetja z tega področja v širši regiji in zato dijaki verjamem, da so tudi potem uspešni in iščejo, torej kandidati iščejo tudi ta program. No, če za zaključek še pa 3-letni program omenim. Elektrikar je pa tako vedno aktualen poklic. Sploh v prenovljenih programih od leta 2008, ko imajo dijaki tudi več stika z delodajalci, več stika z prakso, ker namreč v času šolanja imajo 24 tednov prakse pri delodajalcih, se ne zgodi, da bi bili tukaj fantje sploh v zaključnem letniku neuspešni. Vsi že zdajle, mislim, da 4 leta vedno opravijo vse obveznosti v mesecu juniju, pomeni zaključno maturo, vsi dijaki, tudi letnik opravijo, zato ker vidijo interes, tudi delodajalci iščejo elektrikarje, ker jih iščejo. In tudi se tudi same, statistike na državnem nivoju oziroma javni sklad tudi razpisuje recimo kot deficitarno štipendije. Tudi za elektrotehniko recimo in podobne. Predvsem za elektrikarje je pa tukaj največji poudarek.